Tanjina prednost je njena ustvarjalnost in tudi dovolj poguma, da začne na svoje. Službo sem izgubila že po prvem porodniškem, pol pa še enkrat po drugi porodniški. In takrat sem se odločila, da pač moram nekaj začeti, kar znam, kar rada delam. Hodila sem pač prej že na nohte in sem se odločila, da bi lahko sama probala risati, delati poslikave. In tako se je zgodilo. Šla sem na internet, poiskala firmo, ki se ukvarja z izobraževanjem tega in pol nadaljevala vse do prvih strank. Še nekaj iz stroke, gel nohtom naj ne bi škodoval. Gel je za ženske, ki imajo probleme z nohti. Se pravi, za tiste, ki se jim cepijo, plastijo, pogrižene nohte. Ženskam pomagamo, da imajo lepe nohte, ker tisti, ki imajo lepe nohte, si verjetno ne dajo gela gor ali pa mogoče kakšno poslikavo. Doma imate 3 hčerke, lahko ugibamo, v kakšno smer bodo šle? Ja, lahko ugibate, samo ne boste ugotovili. Prva pravi, da bo učiteljica, druga pa pravi, da bo mesarka, ampak ne mesarka, ampak maserka. Ampak ne govori še čist, kot bi trebalo, pa pravi, da bo ona mesarka. Kaj mislite, so nohti hčerk poslikani? Imam tu eno mejo postavljeno, tako da ne dovolim ravno tega. Mogoče pred morjem kakšnega srčka ali pa kaj na kakšni en nohtek, drugače pa ne. Poleg tega, da znate okrasiti nohte, lahko okrasite tudi celotno podobo neke osebe, se pravi ženske v tem primeru. Kaj ti izdelujete oziroma poslikavate tudi nakit? Za kakšen nakit gre? Gre za nakit, ki je izdelan iz odpadnega lesa, katerega mi pripravi sestrična Klavdija. To je lahko prav dotično ta ogrlica, ki je izdelana iz odpadkov lesa, ona mi jih izoblikuje, potem jih pa jaz pobarvam, pa nastane končni izdelek. Spet dobra ideja, odpadni les, toliko je okrog nas. Kdo se je spomnil tega? Dejansko obe. Vse skupaj pa ni tako enostavno, saj za eno ogrlico potrebuje 2 ali 3 dni, v glavnem zato, ker se barva dlje suši. Iz odpadnih materialov pa v njenih rokah nastajajo tudi hiške in igrače. In zgodbe še ni konec. Tanja se namreč ukvarja tudi s poslikavo obraza. To je zgolj ena od ljubezni, pač rada rišem, ali za pusta, ali za kakšne rojstnodnevne zabave, si radi otroci kaj porišejo. Pred našimi očmi je tako nastajal ljubek leopard, ki si ga je zaželela Dorina. Trajalo je približno pol ure, ker je Tanja iznajdljive narave, pa je za boljšo preobrazbo poskrbela tudi starimi šali, ki jim je dala novo vlogo. Vse, kar počne, pa počne z ljubeznijo in vsem, ki so izgubili službo, svetuje, da se malo zagledajo v sebe, ker sigurno vsak ima svoj talent. Tako da sigurno se da najti, da se izkoplješ iz tega, pa pol najdeš sanjsko službo.